imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Mir z vami. In s tvojim duhom. Spoštovani gospod generalni vikar Janez Lesnika, zahvaljujem se vam, da ste v imenu gospoda nadškofa metropolita dr. Marjana Turčka vodili večernice, slovesne večernice. Gospod nadškof je namreč v Ljubljani na škofovski konferenci. Potem tukajšnji častiti gospod župnik, kanonik, dekan, hvala vam, da ste pripravili to slovesnost. Dragi duhovni sobratje, lepo vas je videti pri večernicah v belih oblačilih, v albah, da mi je prišlo na misel, kdo so ti, ki so prišli v belih oblačilih. To so tisti, ki redno umivajo svoje oblačila v Jarnikovi krvi pri spovedi. Častite sestre, lepo vas je videli skupaj danes. Menda ste vse tukaj, vseh redov, v svojih oblačilih, pa tudi vi, dragi verniki. Prepričan sem, da ste v svatovskih oblačilih, se pravi v posvečujoči milosti Božji, ali kakor pravi katekizem, v pobožanstvujoči milosti Božji. Zbrali smo se k najsvetejši daritvi, priznajmo svoje grehe, napake, slabosti in jih obžalujmo, da bomo tako vredno obhajali sveto mašno daritev. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanjih, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame, Boga, nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privede v večno življenje. Amen.
siliš in ga z ljubeznijo vodiš, na priprošnjo svetega papeža Gregorja Velikega, podeli voditeljem cerkve duha modrosti, da bodo pospeševali duhovni napredek tvojega ljudstva in tako dosegli večno veselje po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekoma. Berilo iz prvega pisma apostola Pavla Korinčanom. Ko sem jaz prišel k vam, bratje, nisem prišel z visokostjo besede ali modrosti vam oznanjati Božje pričevanje. Sklenil sem bil namreč nič drugega ne vedeti med vami, ko Jezusa Kristusa in to križanega. Prišel sem k vam slaboten in v strahu in v velikem trepetu, in moja beseda in moja pridiga ni bila v prepričevalnih besedah modrosti, ampak v skazovanju duha in moči, da bi vaša vera ne slonela na človeški modrosti, ampak na Božji moči. To je Božja beseda. Bogu hvala.
Gospod z vami. Iz svetega Evangelija po Luku. Tisti čas je Jezus prišel v Nazaret, kjer je odraščal. V soboto je po svoji navadi šel v shodnico, vstal je, da bi bral. In podali so mu zvitek preroka Izaije. Odvil je zvitek in našel mesto, kjer je bilo zapisano: Duh Gospodov je nad menoj, ker me je mazilil, da prinesem blagovest ubogim. Poslal me je, naj oznanim jetnikom prostost in slepim, da spregledajo, da zatirane pustim na svobodo, da oznanim leto Gospodove milosti. Nato je zvitek zvil, ga vrnil služabniku in sedel. Oči vseh v shodnici so bile oprte van in začel jim je govoriti: Danes se je to pismo izpolnilo tako, kakor ste slišali. Vsi so mu pritrjevali, četudi so se besedam čudili. Čudili so se beseda milosti, ki so prihajale iz njegovih ust in govorili: Ali ni to Jožefov sin? On pa jim je rekel: Seveda mi boste povedali ta pregovor, zdravnik ozdravi sebe. Kar smo slišali, da se je zgodilo v Kafarnaumu, stori tudi tukaj v domačem kraju. In rekel je: Resnično povem vam, nobenega preroka ne sprejme v domačem kraju, resnico vam govorim. Veliko vdov je bilo v Izraelu v Elijevih dneh, ko se je nebo zaprlo za 3 leta in 6 mesecev in je nastala huda lakota v vsej deželi. Toda Elija ni bil poslan k nobeni izmed njih, razen kdovi v Sarepto na Sidonskem. Tudi veliko gobavih je bilo v Izraelu v času preroka Elizeja, pa ni bil izmed njih očiščen nobeden razen Naamana, ki je bil Sirec. Ko so to slišali, je vse v shodnici zgrabila jeza. Vstali so, ga vrgli iz mesta in odvedli na previs hriba, na katerem je bilo sezidano njihovo mesto, da bi ga pahnili v prepad. On pa je šel sredi med njimi in je hodil dalje. To je Kristusov evangelij. Dragi bratje in sestre, bilo je pred 150 leti tukaj v Mariboru 3. septembra 1862. Bila je sreda po 12. nedelji po Binkovških v kapeli škofijskega doma tukaj v Mariboru kleči škof Slomšek. V premišljevani molitvi se pogovarja z Jezusom, ki je v tabernaklu pod podobo kruha. Takole se pogovarja z njim. Dragi Jezus, ti si tukaj v tabernaklu pod podobo kruha.
Začelo se je že 4. leto, odkar sem pred dobrimi 3 leti prišel semkaj v Maribor. Bilo je to 3. septembra 1859. Bila je sobota pred 1. septembrsko nedeljo ali angelsko nedeljo. Na večer pred angelsko nedeljo je takrat od 6. pa do 7. ure zvečer zvonilo po vseh cerkvah Škofije. Zvonilo je po vseh cerkvah in takrat zvečer so tukaj v tej stolni mariborski cerkvi opravili skupaj s kanoniki slovesne večernice z načelom blaženim Antonom Martin Slomšek. Slovesne večernice 3. septembra. Danes je sreda, tako premišljuje škof Slomšek zadnjo leto svojega življenja 3. septembra. Sreda. V sredo sem jaz pred 61 leti na Ponikvi prijokal na svet. Ali bo sreda tudi dan mojega odhoda z tega sveta? Bila je sreda. V teh mislih je škof Slomšek odprl brevir, vespere, večernice. Tisto sredo pri večernicah je bilo na vrsti 5 psalmov. Mi, starejši duhovniki, da ne bom rekel stari, smo vse do reforme imeli v hvalnicah in večernicah po 5 psalmov. Takrat se je več molilo in več postilo. Cerkev pa zaradi naše slabosti je to zrahljala. Torej tisto sredo, 3. septembra 1862 je škof Slomšek se recitiral 5 psalmov in sicer 127., 128., 129., 130. in 131. 127. psalm se začenja takole: Blažen je vsakdo, ki v svetem strahu in spoštovanju služi Gospodu in hodi po njegovih stopinjah. Po njegovih stopinjah je hodil blažen Anton Martin Slomšek. In začetek 128. psalma: Mnogokrat so me stiskali že od mladosti. Toda reci zdaj Božje ljudstvo, mnogokrat so me stiskali od mladosti, vendar me niso premagali. Škof Slomšek je prenašal stiske. In začetek 129. psalma nam je znan. Iz globočine kličem tebi, Gospod, Gospod, usliši moj glas. In začetek 130. psalma: Gospod, moje srce ni prevzetno, moje oči se ne povzdigujejo. In začetek 131. psalma: Gospod, spomni se Davida, vse njegove skrbi in strahu. Danes, 3. septembra 2012, pri večernicah so bili samo 3 psalmi. Večkrat pozabimo na to resnico.
takoj za daritvijo svete maše so psalmi, so dnevnice, je bogoslužna molitev, služba. Pazimo na to besedo služba. Veste, Madžari, ki radi prevajajo, so kar od slovenske besede služba vzeli za psalter besedo žoložma in za psal žolka, mi bi rekli služba. Takoj za daritvijo svete maše je to najsvetejše opravilo, torej bogoslužje, revir, prej kot rožni venec, ampak seveda zaradi težav rajši potem molimo rožni venec. Danes goduje sveti Gregor veliki, papež in cerkveni učitelj. Umrl je 12. marca 604, dne 3. septembra 590 pa je bil posvečen za rimskega škofa. Več o njem je napisano tukaj. Bil je najprej visoki državni uradnik v Rimu, Gregor. Stopil je v benediktinski red, postal samostanski opat, pozneje pa je bil izvoljen za papeža. Poleg svetega Ambroža, svetega Avguština in svetega Hieronima je eden izmed 4 velikih učiteljev zahodne cerkve. 4 cerkveni učitelji velike zahodne cerkve in 4 vzhodne cerkve, Bazilij Nacijanski, sveti Janez Zlatoust, Atanazij. Uredil je sveti Gregor Veliki bogoslužne knjige in cerkveno petje, gregorijanski koral, kako je to nekaj svetega, koral. Umrl je, kot sem že povedal, 12. marca 604, 3. septembra pa je bil izvoljen za rimskega škofa. Ni pa povedano to, kar je še storil sveti Gregor Veliki. Po svojih misionarjih benediktincih je on pokristjanil Veliko Britanijo, ta otok, Angleže. In ob neki priliki je ta Gregor Veliki rekel tole, kar žal ni v slovenskem brevirju, ker ta himna ni prevedena. On je Angležem takole dejal: ne bodite več angeli, ampak angeli. Ne angli, ampak angeli. In tako se glasi tudi himna v brevirju, seveda v latinskem brevirju. Anglorum iam apostolus, nunc angelorum socius. Kako se to lepo glasi. Gregor sveti, anglov, bil apostol si, zdaj angelov, družabnik. Škop Slomšek lahko rečemo Istos, škop Slomšek. Škop Slomšek blaženi, pri Andražu bil si služabnik, zdaj Slovencem si družabnik. V berilu smo slišali apostola Pavla, kako piše Korinčanom: ko sem prišel k vam, Korinčani, nisem prišel za visokostjo besede ali modrosti. Sklenil sem namreč nič drugega vedeti med vami,
kakor Jezusa Kristusa in to križanega. Isto bi lahko rekli pred več kot 150 leti, ker je prišel semkaj v Maribor 1859 leta, isto bi lahko rekli o Slomšku. Mariborčanom bi isto povedal, prišel sem k vam, dragi Mariborčani, ne za visokost besede in modrosti, sklenil sem med vami nič drugega vedeti, kakor Jezusa Kristusa in to križanega in od mrtvih vstalega. Slomšek nam še vedno govori po svojih pesmih, v nebesih sem doma in drugih pesmih, glede, že sonce zahaja, po svojih pridigah in spisih. Amen. Naj na tem mestu še nekaj oznanim. Jutri zvečeru bo tukaj slovesnost, pride gospod župan mesta Maribora in istočasno pa bo razstava razglednic, 600 jih je, bo odprta, torej jutri več dan, pa še naslednji dan do 7 ure zvečer, razglednic, ki jih je umetnik naredil gospod. Malo Velkovrh si bom takoj zapisal. Profesor je tukaj tudi navzoč. Veste, doktor, gospod Ciril Velkovrh, matematik, profesor matematike, doktor. No, on je te razglednice, boste lahko videli, najbolj so me, ko sem gledal razstavo, tukaj na panojih v pošti poleg nas, so me najbolj vtisnile spomin Slomškova pot, razglednice, Brezje, Rože v gorah in še druge, Maribor, razglednice Maribora. Če bodo kdaj na razpolago, lahko jih pišete tudi za Veliko noč, pa tudi sicer, ker so umetniški. Na eni strani so posnete Rože ali Brezje ali Slomškova pot, na drugi strani pa napisano, kje je to posneto. Pa prošnje za vse potrebe. Jezus Kristus je prišel poznanja blagovest ubogih, poznanja jetnikom oproščenja in sreten pogled. Zato se z vsem srcem obrnimo k nebeškemu Očetu in ponavljajmo, usmiljeno se ozri na naše prošnje. Usmiljeno se ozri na naše prošnje. Za naše škofe in duhovnike, da bi se pri oznanjevanju evangelija ne zanašali na visokost besede ali človeško modrost, ampak zaupali Božji moči. Usmiljeno se ozri na naše prošnje. Gospod, prišel si oznaniti leto Božjega usmiljenja. Usmili se vseh, ki še ne verujejo ali so te zapustili. Usmiljeno se ozri na naše prošnje. Naj bi krščanska mladina videla v tebi velikega vzornika in svojega odrešenika, ter te z veseljem sprejela. Usmiljeno se ozri na naše prošnje. Potolaži vse, ki žalujemo za svojimi rajnimi, in daj, da bomo ob tvojem drugem prihodu ob enem z njimi odneseni v višavo tvojo slavo.
Usmiljeno se ozri na naše prošnje. Zares, usmiljeno se ozri na naše prošnje, tudi na prošnjo za kanonizacijo blaženega Antona Martina Slomška. Nebeški Oče, Blaženi škof Anton Martin Slomšek je luč na poti našega krščanskega življenja. Naj nas spremlja njegov zgled in podpira njegova priprošnja, da bomo v edinosti s teboj med seboj napredovali v veri, upanju in ljubezni in bodo uslišane naše prošnje za njegovo kanonizacijo. poprosimo po Kristusu, našem Gospodu. Amen. Molimo, bratje in sestre, naj bo ta daritev vse cerkve, Bogu v slavo in v zveličanje vsega sveta. Gospod, veliki svoje, čas polno imenu, da te tudi nam svoje tvoje svetice. Gospod naš Bog, obhajamo kot svetega papeža Gregorija. Naj nam koristi ta daritev, ki jo opravljamo v odpuščanje grehov vsega sveta, po Kristusu, našem Gospodu. Gospod z vami. Amen.
zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Res se spodobinje pravično, da se ti zahvaljujemo in tebe vsemogočni večni Bog vedno slavimo in hvalimo. Svojo cerkev razveseljuješ z vodom svetega Gregorja Velike. Zgledom njegovega življenja nas potruješ v dobrem, z njegovim poznanjevanjem nas poučuješ in na njegovo priprošnjo nas varuješ. Zato ti z vso množico angelov in svetnikov pojemo hvalnico in nenehno kličemo. Vsemogočnemu, resničnosti svet in popraviti se, ne hvali vse stvarstvo, ker po svojem Sinu, našem Gospodu Jezusu Kristusu, z močjo Svetega Duha vse oživljaš in posvečuješ. V vseh časih zbiraš svojo cerkev, da od sončnega vzhoda do zahoda tvojemu imenu daruje čisto daritev. Zato te ponično prosimo, da po Svetem Duhu milostno posvetiš te darove, ki ti jih prinašamo, naj postanejo telo in kri tvojega Sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki nam je naročil, naj obhajamo te skrivnosti. Tisto noč, ko je bil izdan, je vzel kruh, se ti zahvalil in te počastil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večeri vzel kelih, se ti zahvalil in te počastil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pijte iz njega vsi, to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva po odpuščanje grehov.
To delajte v moj spomin. Pridi k nam tvoje kraljestvo.
pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus svojim apostolom si rekel: mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glej na naše grehe, ampak na veru svoje cerkve, utrdijo v miru in ljubovi popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekoma. Amen. Gospodu mir, bodi vedno z vami. In s tvojim duhom. Jagnje Božje. Glejte, to je jagnje Božje, ki odjemne grehe sveta. Gospodu, nisem vedel, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Blagor povabljenim na Gospodovu gostiju. okrepšal si nas s Kristusom, ki je živi kruh, po njem nas tudi poučuj,
da bomo na priprošnjo svetega papeža Gregorja Tvojo resnico spoznavali in jo v ljubezni uresničevali po Kristusu, našem Gospodu. Kakor je že prej gospod Škof omenil, je nocojšnji večer slovesnih večernic. Jutrišnji dan je bil pa dan, ko je bilo tukaj slovesno bogoslužje, ki se je najprej začelo v Alojzijevi cerkvi in potem so prišli sem. In tako je ta cerkev postala stolnica in tako je Slomšek naredil pomemben korak v življenju vseh nas tukaj, takrat in danes. In zato jutrišnji dan ni samo spomin, ki se ga spominja škofija, ampak se ga spominja tudi mesto. Jutri ob 5. popoldan bo mesto imelo svojo proslavo, svojo spomin in svojo zahvalo za ta dogodek, zato res lepo vabljeni. Če Bog da, bo lepo vreme in bo to slavje zunaj pred stolnico, če ne pa tukaj notri, v glavnem pridite. Slavnostni govornik jutri bo naš nadškof, monsignor Marjan Turnšek, kulturni program pa pripravlja Mariborski oktet. Naj nas vsi ti dnevi resnično vodijo k lepemu praznovanju in vrhu, da bi se zavedali, da 23. dan ni dan, ko pridem, 23. mesec ni dan, ko pridemo, zato ker si je župnik smislil ali pa škof hoče, ali pa ker moramo nekomu dokazati, da nas je še veliko, ampak je to predvsem dan, ko želimo pokazati veliko hvaležnost Slomšku in željo, da ga vzamemo za svoj svetilnik in svojo luč. Ne samo v življenju naših sosedov, ker tam vemo, da bi Slomšek imel veliko zapovedati. Mogoče bi bilo dobro, če še v našem domu kaj prej pove, preden gre k sosedom. Gospod pritegni srca svojega ljudstva k sebi, s tako velikim priporočnikom, kot je sveti Gregor Veliki, papež ga podpiraš, naj bo to ljudstvo vedno deležno tvojega varstva po Kristusu, našem Gospodu. Amen. Blagoslov vsemogočnega Boga Očeta in Sina in Svetega Duha naj pride na vas in naj na vas vedno ostane.